Ustavno sodišče je odločilo, da je odlok neustaven, kateri poimenuje cesto po Josipu Brozu Titu, ker je enostavno ugotovilo, da je bil to eden izmed totalitarnih režimov in potem bi temu totalitarnemu režimu dali veljavo, če bi se na to dopustili. Jaz sem vesel, da je pravzaprav Ustavno sodišče še edini organ v tej državi, ki je obdržal svojo verodostojnost in načelnost. Vse ostale pa so že tako ali tako politični sistemi oziroma politika, ki je zadnja 3 leta vladala, pravzaprav zlomila. Veste, enostavno ne morem, da tega ne bi primerjal tudi z izjavo župana Zorana Jankovića, ki je zadnjič na televiziji rekel, da njega sploh ne skrbi, kje si je njegov sin sposodil 2 milijona oziroma kako je to trošil. Če se spomnimo nekoliko let nazaj, on niti ni mature naredil na tisti šoli, na katero je hodil v šolo. Zakaj? Pustimo o tem, naj drugi razmišljajo. In če se zdaj vprašam, koliko slovenskih očetov pa lahko reče, da jih ne skrbi za to, če si njihovi sinovi pri 25 letih sposodijo 2 milijona evrov. Mene skrbi, če bi si moj sin sposodil 2000. Kaj šele 20 000? 200 000 je pa tako ali tako nepojmljiva vsota. In tako, kot je Ustavno sodišče tokrat tu odločilo, bi morali organi pregona danes že vsi funkcionirati in stvari vzeti v roke ter seveda takšnim stvarem stopiti na prste. Žal se to ni dogajalo. Hvala Bogu, da imamo še vse Ustavno sodišče.